Lepo pozdravljeni vsi in hvala, da ste se res v takem številu udeležili današnjega dogodka. Danes predstavljamo in tudi uradno lansiramo portal Jezik na klik, ki je rezultat večmesečnega dela in večletnega strokovnega sodelovanja Centralnega urada za slovenski jezik pri deželi Furlaniji v Julijski krajini in Slovenskega raziskovalnega inštituta. Portal je nastal za spodbujanje ustrezne rabe slovenščine v javni upravi in pri drugih javnih govornih položajih z namenom izboljšanja kakovosti besedil v dvojezičnem jezikovnem okolju med Italijo in Slovenijo. Deželni odbornik za lokalno samoupravo Pier Paolo Roberti se zaradi neodložljivih službenih obveznosti žal ni mogel udeležiti dogodka, nam je pa poslal video sporočilo, ki ga bomo zdaj predvajali. Posnetek je v italijanščini, če bi kdo potreboval prevod v slovenščino, imamo na voljo simultano tolmačenje. Kliknete lahko na simbol globusa, ki je v spodnji orodni vrstici v aplikaciji Zoom, in izberete slovenščino. Samo trenutek, da podelim ekran oziroma zaslon. Buongiorno a tutti e un saluto da parte mia e di tutta l'amministrazione regionale ai partecipanti della presentazione di oggi. Oggi è una giornata importante perché andiamo a lanciare uno strumento nuovo, Jezik na klik, quindi spero di averlo pronunciato bene, la lingua a portata di click, ed è proprio questo il senso dell'iniziativa e del sito che oggi viene rappresentato, tutto a portata di un click, quindi tutto a portata di mano. Sempre più gli strumenti tecnologici vengono utilizzati, sempre più i giovani hanno la possibilità di accedere a queste nuove piattaforme informatiche e questa piattaforma in modo particolare ci consente di mettere a disposizione tutto il patrimonio accumulato in anni e anni di lavoro da parte dell'amministrazione regionale. Quindi sicuramente un evento importante che permetterà ancora di più di poter utilizzare la lingua slovena a chi appartiene alla comunità linguistica slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche semplicemente in ambito lavorativo. Ma soprattutto dà una soddisfazione anche all'amministrazione regionale, che tanto si è impegnata in un'opera sicuramente meritoria di catalogazione, di raccolta terminologica fatta nel corso degli anni e che finalmente può renderla accessibile in modo semplice e pratico a tutti. L'auspicio è che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con l'aiuto delle varie comunità e dei rappresentanti delle varie comunità presenti sul territorio, sappia sempre di più valorizzare e far crescere le nostre lingue minoritarie, perché è patrimonio di tutti, non solo di chi quella lingua la parla, ma anche di chi quella lingua non parla, ma vive in questa straordinaria regione, che è una regione a statuto speciale, e se è una regione a statuto speciale, come dico sempre, lo è in modo principale perché ha una ricchezza particolare che la contraddistingue, cioè quella della presenza, oltre della lingua italiana, anche della lingua slovena, della lingua friulana e della lingua tedesca, e quel patrimonio dobbiamo fare ogni sforzo possibile per poterlo preservare e custodire per i nostri figli e i nostri nipoti, e quindi l'impegno da parte dell'amministrazione regionale da questo punto di vista non mancherà sicuramente mai. Ancora una buona giornata a tutti e a presto. Zahvaljujemo se odborniku za te spodbudne besede in kolegici prevajalki in tolmački Centralnega urada Fedri Paklič, ki je poskrbela za prevod v slovenščino. Zdaj pa prepuščam besedo vodji Centralnega urada za slovenski jezik Eriki Hrovatin za kratek pozdrav. Dober dan vsem. Prinašam vam pozdrave v imenu službe za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini pri deželi Furlaniji Julijski krajini. Torej, glavna institucionalna naloga Centralnega urada, ki ga zastopam, je spodbujanje uporabe slovenskega jezika v odnosih z javno upravo, pa tudi v širši javnosti. V ta okvir se umešča portal Jezik na klik,
ki smo ga razvili v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom, s katerim centralni urad sodeluje že od svojega nastanka pred 4 leti. To sodelovanje je v letih obrodilo več konkretnih rezultatov in jezikovnih pripomočkov, ki smo jih želeli s tem portalom zbrati na enem mestu in ponuditi v uporabo širši javnosti. Med cilji urada je bilo od samega začetka predvideno oblikovanje jezikovnega portala, o katerem se že dalj časa dogovarjamo z avtonomno pokrajino Bozen. V pričakovanju vzpostavitve tega spletišča, ki bo dostopno z deželne spletne strani, pa smo si želeli vsekakor omogočiti dostop do vseh naših rezultatov na portalu, ki bi bil čim bolj dostopen. In tako je nastal jezik na klik, ki ga danes z velikim veseljem uradno predstavljamo. Dovolite mi še, da se na tej točki iskreno zahvalim Sloriju in vsem Slorjevim sodelavcem za ves trud, ki so ga vložili v ta projekt. Hvala. Hvala, Erika. Predajam zdaj besedo še direktorju Devanu Jagodicu za pozdrav v imenu Slovenskega raziskovalnega inštituta. Ja, hvala lepa, Laura. Lep pozdrav vsem prisotnim tudi v mojem imenu in seveda v imenu Slovenskega raziskovalnega inštituta. Tudi sam bom skušal biti kratek, saj ne želim jemati časa našim strokovnjakom, ki bodo v nadaljevanju predstavili vsebine in številna koristna orodja, ki jih prinaša nov portal. Osebno me zelo veseli, da lahko danes predstavimo ta nov jezikovni pripomoček, na katerem že več časa intenzivno delamo kot skupina in za katerega upam, da bo lahko prispeval k nadaljnjemu utrjevanju slovenščine v našem referenčnem okolju, posebej seveda v javni upravi, ki je primarno interesno področje centralnega urada, a tudi pri vseh drugih javnih govornih položajih, kjer je pač zelo pomembno, da spodbujamo dosledno in pravilno rabo slovenščine, tako, ki se v čim večji meri približuje knjižnemu zbornemu jeziku. No, portal Jezik na klik je, kot rečeno, rezultat večletnega sodelovanja med centralnim uradom in Slorjem. To sodelovanje se res uspešno razvija že, bi rekel, druge polovice leta 2017, ko je Slorij na drugi deželni konferenci za slovensko jezikovno manjšino nekako pripravil in predstavil razvojne smernice za takrat še nastajajoči urad za slovenščino v okviru deželne upravne strukture. No, od takrat je delovanje te enote povsem zaživelo, bi rekel primarno po zaslugi kolegice Erike Hrovatin, ki urad vodi in njene zveste ekipe strokovnih sodelavk. Slorij pa je v vseh teh letih nekako skušal biti v uradu ob strani s svojim strokovnim znanjem, s tehnično pomočjo, z velikim trudom in prizadevanjem vseh sodelavk in sodelavcev, ki so vpleteni v tem procesu. Na inštitutu namreč trdno verjamemo v institucionalno poslanstvo centralnega urada, ki temelji, kot smo slišali, na prepotrebnem utrjevanju javne rabe slovenskega jezika na celotnem ozemlju slovenske naselitve v deželi Furlaniji, Julijski krajini. To je nenazadnje tudi eden glavnih ciljev naše delovne skupine Slorij jezik, ki smo jo na inštitutu vzpostavili prav z namenom, da bi prispevali k kakovostnemu dvigu slovenščine oziroma k razvijanju visoke sporazumevalne zmožnosti govorcev v različnih kontekstih institucionalne rabe tega jezika, tudi ali predvsem v specifičnem kontekstu javne uprave, kjer že dalj časa zaznavamo predvsem potrebo po neki terminološki standardizaciji. In ravno na tem mestu smo našli stično točko s centralnim uradom, kateremu ponujamo strokovno pomoč predvsem pri terminološkem normiranju ustrezne strokovne rabe slovenščine v javni upravi oziroma pri poenotenju prevodov italijanskih upravno-pravnih besedil v slovenščino. Rezultati tega skupnega dela in prizadevanja bodo odslej torej javno dostopni na enem samem mestu oziroma z enim samim klikom, zato smo skupno spletišče tudi poimenovali Jezik na klik. Osebno ocenjujem, da gre za zelo pomembno pridobitev za ves slovenski jezikovni prostor, saj prinaša veliko orodij in pripomočkov, ki bodo uporabnikom v pomoč pri pisanju oziroma prevajanju slovenskih besedil. Ob koncu mi dovolite še nekaj zahval. V prvi vrsti avtonomni deželi Furlaniji, Julijski krajini, ki omogoča in tudi finančno podpira to medinstitucionalno sodelovanje. Moja zahvala gre seveda tudi vsem sodelavkam in sodelavcem obeh soudeleženih ustanov, ki ta ambiciozen projekt
uresničujejo z veliko resnostjo in motiviranostjo, predvsem pa z ustrezno pozornostjo, da bodo naše storitve in izdelki uporabnikom čim bolj koristni in prijazni. No in nenazadnje gre moja posebna zahvala še sodelavcu dr. Damjanu Popiču, našemu strokovnjaku za jezikovne tehnologije, ki je odgovoren za tehnično realizacijo portala. To nikakor ni bila enostavna naloga, ki pa jo je kolega opravil z veliko predanostjo, pa čeprav je od samega začetka vedel, da portal nikoli ne bo in niti noče biti nekaj dokončnega in statičnega, temveč neko dinamično orodje, kot boste videli, ki se nenehno posodablja in dopolnjuje. Zato bomo seveda tudi izredno veseli vaših povratnih informacij, namigov in morda tudi predlogov izboljšav. Hvala lepa. Hvala, Devan. Zdaj mislim, da je čas, da si pogledamo portal. Evo ga. Torej, portal je od danes dostopen na naslovu www.jeziknaklik.it. Kot smo že povedali, smo na njem zbrali rezultate večletnega dela in sodelovanja med Centralnim uradom in Slorjem, pa tudi številne druge vire in vsebine. Portal je namenjen prevajalcem, avtorjem besedil, pa tudi širši javnosti kot pripomoček za pisanje in prevajanje besedil na območju slovenskega in italijanskega jezikovnega stikanja. Nekatera tu prikazana orodja so bila že prej tako ali drugače dostopna javnosti in različnim uporabnikom, mislim zlasti na zvezek normiranih terminov, ki je že zdaj zelo priljubljen pripomoček, ali na številna koristna jezikovna orodja, ki jih ponuja na primer Center za jezikovne vire in tehnologije ali znanstveno-raziskovalni center SAZU-ja. Na jeziku na klik pa so objavljene tudi čisto nove vsebine, kot so revidirani prevodi najpogostejših obrazcev in predlog, seznami z zemljepisnimi imeni, podatkovne baze za vnos v program za računalniško podprto prevajanje. Od jeseni bo na voljo tudi najnovejša Slorjeva jezikovna aplikacija za samodejno preverjanje besedil v slovenščini, to je jezikovni svetovalec Loris. Skratka, ti pripomočki so zdaj izbrani vsi na enem mestu in dostopni tako rekoč z enim klikom, kar smo pravzaprav doslej pogrešali. Namen portala je nuditi čim hitrejše in čim preprostejše dostopanje do relevantnih informacij o ustrezni jezikovni rabi za potrebe slovensko-italijanskega uradnega sporočanja. Portal, kot smo že povedali, je zastavljen dinamično, kar pomeni, da ga bomo sproti nadgrajevali in dopolnjevali. Na hitro bi zdaj preletela vsebine portala, ki smo ga zasnovali tako, da bi bil uporabnikom čim bolj prijazen. Portal je dvojezičen, jezik lahko uporabniki izberejo že na prvi strani. Jaz ga bom vsekakor prikazala v slovenščini. V zgornji vrstici imamo različne zavihke. Kdo smo? Je predstavitev Centralnega urada in Slorja. Od tod lahko dostopamo med drugim tudi do spletnih strani posameznih institucij in do drugih informacij. Nato imamo zavihek ekipa, kjer smo predstavljeni vsi, ki smo tako ali drugače sodelovali pri tem projektu in ki nasplošno sodelujemo v okviru nalog, ki smo si jih zastavili. Stik z nami, to je zavihek, v katerem lahko uporabniki pošljejo svoja sporočila, komentarje, predloge k portalu. Na koncu pa je še zavihek novice, kjer bomo objavljali zanimive informacije o dogodkih in novostih s področja jezika. V središče portala pa smo postavili
posamezne jezikovne pripomočke, kot je razvidno že na domači strani. To so zvezek normiranih terminov, LORIS, jezikovni svetovalec, slogovni priročnik, obrazci in jezikovno gradivo, jezikovna orodja in koristne povezave. Prvi razdelek je zvezek normiranih terminov, ki se je po kar 8 različicah v PDF-u končno preselil na splet. To je seznam vseh terminov, ki jih je doslej normiral Centralni urad v sodelovanju s strokovnimi terminološkimi skupinami in SLOR-jem. Gre za urejeno zbirko približno 3000 prevodno težavnejših, a pogostih terminov, ki smo jo od zadnje decembrske različice dopolnili z več kot 300 novimi termini. V iskalno polje lahko uporabniki vtipkajo iskani niz, v italijanščini ali slovenščini, na primer domicilio. Iz baze se bodo izpisali vsi zadetki, ki vsebujejo termin domicilio. Pogosto boste v oklepaju pri posameznem prevedku naleteli na krajši opis ali razlago v zvezi z uporabo tega prevedka ali termina. Zelo pomembno informacijo pa ponuja zadnji stolpec, to je kategorija, v katero se termin umešča. Vsi namreč dobro vemo, da so termini pogosto polisemični in se zato drugače prevajajo glede na kontekst. Navedla bi primer erogacione. Ki se v upravno-pravnem kontekstu ali v računovodstvu prevaja kot izplačilo, izplačati, izplačilo prispevka, izplačilo sredstev. Uporablja pa se tudi v pomenu oskrba v povezavi z infrastrukturo, okoljem in prostorom. Iskalnik išče tudi večbesedne zveze, kot je na primer nucleo familiare ali decreto legislativo in tako dalje. Ta del portala je najbolj dinamično zasnovan, saj ga bomo sproti posodabljali z novimi termini, ki jih bomo obravnavali v okviru terminoloških delovnih skupin ali posvetovanj s strokovnjaki, pa tudi z novimi iskalnimi možnostmi in filtri. Zato boste v naslednjih mesecih v tem delu opazili še marsikatero spremembo. Uporabniki, ki bi še naprej radi brskali po zvezku v formatu PDF, ga lahko prenesejo na svoje domače računalnike s klikom na gumb Prenesi PDF. Za preskok na druge razdelke in vsebine portala se lahko vrnete na domačo stran, kliknete na domov ali pa uporabite ta spodnji vrtiljak. In za prikaz bom zdaj izbrala jezikovna orodja. To je drugi razdelek našega portala, na katerem smo zbrali povezave na vsa spletna orodja in vire, ki služijo boljšemu pisanju in prevajanju besedil v slovenščini, kot so na primer Gigafida ali Glosbe in številni drugi. Na koncu bi vam pokazala še razdelek koristne povezave, od koder lahko dostopamo do drugih virov in informacij, ki so tako ali drugače povezani z jezikom, na primer portal o jezikovni politiki v Sloveniji. Tako, za predstavitev razdelka slogovni priročnik in obrazci predajam zdaj besedo in zaslon kolegici prevajalki Jani Černe. Hvala, Laura. Lepo pozdravljeni, samo trenutek, da se povežemo.
Vidite? Torej, za vse, ki slogovnega priročnika še ne poznate, to je priročnik, ki združuje skupaj jezikovne napotke, smernice, kako uporabljati jezik bolje, hkrati pa ponuja tudi razlage terminoloških izbir ali rešitev, ki smo jih sprejeli v sklopu terminoloških delovnih skupin, kot smo že omenili, in posvetovanj s strokovnjaki, pravniki, jezikoslovci. In te termine sicer lahko najdete v zvezku, kot ste videli prej, oziroma razlage poiščete v zapisnikih. V slogovnem priročniku pa smo nekatere razlage strnili malo drugače, malo bolj prijazno. Priročnik je opremljen še s številnimi praktičnimi primeri iz lokalne rabe. Tudi dvojezične predloge uradnih besedil smo dodali, kot je že omenila Laura. Torej, po dobrem poldrugem letu od prve izdaje smo se odločili, da osvežimo in posodobimo ta naš slogovni priročnik in drugo različico objavimo prav na tem novem portalu. Kaj je tu novega? Vsakodnevni izzivi in vprašanja, ki so nam jih zastavili različni sogovorniki, so nas spodbudili, da nekatere vsebine poglobimo. Dodali smo nekaj zgledov torej in priročnik je zato bolj prijazen uporabniku. Nova različica vsebuje dodatne dvojezične predloge, vzorce pogostih dokumentov, ki bodo v veliko pomoč vsem, ki prevajajo podobne listine in obrazce. In tudi tistim, ki jih pišejo v slovenščini, hkrati pa so vezani na italijanske zakone in obliko. Prav obrazci so po našem mnenju zelo pripravni, če enaka ali podobna besedila uporabljajo različne službe v različnih občinah, na primer. In tako lahko s časom dosežemo poenotenje oblike, sloga in terminologije javnih dokumentov. Torej, kje ta jezikovni priročnik najdemo, ta slogovni priročnik? Tukaj na domači strani, kot smo že videli prej, lahko izberemo slogovni priročnik in ga odpremo. Na izbiro imamo tudi tukaj gumb za prenos dokumenta na naše naprave in si ga lahko potem shranimo in ga listamo brez povezave na splet. Za spletno rabo pa vsem priporočamo, da se poslužujejo razširjenega ogledana zaslonov, tukaj vidite, tako. In ga lahko potem, samo trenutek, da vas umaknem, da lahko dosežem tele puščice in premikamo liste, torej obračamo liste po želji. Lahko listamo tako kot pač navadno knjigo, navaden zvezek, lahko pa se poslužujemo tudi iskalnega polja, tukaj desno vidite, kamor vtipkamo želeni iskalni niz. Kot primer bi vam pokazala, na primer, eno zelo zabavna stvar. Ste se že kdaj vprašali, ali vam bodo nakazali 1,5 milijona ali 1,5 milijonov evrov? No, tak odgovor bomo našli tukaj. No, tukaj se nam odpre tale kvadrat, v katerem je zapisano, kje vse je milijon uporabljen in jaz že vem, kje to je. Tukaj za sklanjene ob decimalnih številkah bomo ugotovili, koliko milijonov nam bodo nakazali. Torej, lahko si izbiramo slovnične vsebine, lahko pa seveda poiščemo tudi kakšno terminološko zadevo, ki nas zanima. Taka prevajalska zagata je na primer norma, ki ima lahko različne prevode. Tukaj imamo opis v bolj strnjeni obliki, drugače tak opis najdete tudi v zapisnikih in seveda s takim priročnim prikazom imamo rešitve za nekatere primere. No, zdaj pa, če si ogledamo še obrazce in jezikovno gradivo, torej da se spustimo na spodnji vrtiljak, kot smo ga že omenili prej. Tukaj lahko izberemo obrazce in gradivo. No, in tukaj imamo, se pravi, predloge, obrazce, zapisnike, uporabno gradivo in podatkovne baze, da si ogledamo še, kaj je to.
tukaj razne predloge, torej neke vzorce določenih dokumentov najdemo v dveh oblikah, v Wordu in PDF-u. Word je uporaben za prenos na svoje naprave, PDF nam pa omogoča tudi ogled neposredno na spletu, kadar nimamo časa, na primer. No, tukaj imamo še obrazce, kar nekaj jih je. In seveda tudi tukaj imamo dvojno obliko v Wordu in v PDF-u in zopet lahko pogledamo na spletu in si ogledamo, kakšne so rešitve. Skratka, naš namen je, da vam omogočamo primerjanje italijanske in slovenske različice na tak prijazen način, da si lahko na hitro pomagate, če imate nekaj takega za zapisati ali prevesti. Pod naslovom Zapisniki je kar nekaj takih zapisnikov, kot so že na voljo na spletni strani Dežele Furlanije Julijske krajine pod centralnim uradom in jih je kar nekaj, vidite, v PDF obliki in lahko si jih prenesete ali ogledate ter preberete. Pod uporabnim gradivom pa se skriva vse tisto, kar se nam zdi uporabno in bi vam lahko prišlo prav. Imamo primere, na primer, občinskih uradov v Italiji, ki jih lahko odpremo in primerjamo, kako se prevede v slovenščino, in obratno slovenskih, torej uradov v Sloveniji, ki jih lahko prevedemo v italijanščino, organigram Dežele Furlanije Julijske krajine in ne nazadnje in ne najmanj pomembno zemljepisna imena. Seznam zemljepisnih imen je zanimiv tukaj predvsem iz tega vidika, ker je v italijansko-slovenskem jezikovnem paru. Ta seznam ni dokončen, vsekakor ga bomo dopolnjevali in jaz mislim, da nam bo vsem prišlo prav. Podatkovne baze, tukaj je nekaj specifičnega, bolj tehničnega, kar bodo s pridom uporabljali prevajalci, ki poznajo računalniško podprto prevajanje. To bi bilo vse. Hvala lepa. Laura, predajam besedo. Hvala Jana. Zdaj vabim k besedi Damjana Popiča, jezikoslovca in sodelavca Slorja, ki je, kot smo slišali, med drugim tudi snovalec in oblikovalec portala Jezik na klik. Dovolite mi, da se mu na tem mestu v imenu vseh nas prav posebej zahvalim za ves trud, skrb, čas in živce, ki jih je vložil v naš portal. Hvala, Damjan. Prepuščam ti besedo za predstavitev aplikacije Loris. Najlepša hvala, Laura, za prijazne besede. Torej, slovenska digitalno jezikovna krajina je že precej pestra. Imamo že veliko digitalno jezikovnih rezultatov, s katerimi si lahko pomagamo pri pisanju. In seveda realnost današnjega in našega časa je ta, da velika večina vseh besedil nastane na računalniku. Problem pri našem okolju pa je, vsaj iz mojega gledišča, da smo kot jezik premajhni, da bi bili zanimivi za kakršnekoli multinacionalke. In seveda, če te Google in Apple hkrati nekako ne vzameta na svoj zemljevid, je odgovornost govorcev oziroma odločevalcev, ki so za to odgovorni, na nas, da pač nekako skrbimo za izdelavo jezikovnih tehnologij, da se nekako poskušamo prebiti in omogočiti to digitalnost slovenščine, ki jo seveda za svoj razvoj in rast nujno potrebuje. Stvar je taka, da, kot rečeno, mi imamo že cel kup jezikovnih orodij, ki so seveda v veliko pomoč. Je pa res, da so ta orodja v določenih primerih nekoliko razpršena, da jih je nekako težko kombinirati. Druga stvar pa je, da nimamo prav zares pravih orodij, ki bi služile slovensko govoreči skupnosti v Italiji. In tukaj v to digitalno sfero nekako vstopa naš Loris,
ki k nam prihaja konec avgusta. Namenjen pa je, zasnovan pa je kot nekakšen prijazen digitalni pomočnik, ki svetuje uporabnikom in jih nekako dobronamerno in nevsiljivo opozarja na potencialne komunikacijske šume, ki nastajajo pri pisanju v slovenščini. Loris bo nekako v svoji osnovi ponujal neko okno za vnos besedila, kamor bomo lahko besedilo napisali ali pač prilepili. In Loris bo sam nekako s takimi neupadljivimi in kako bi temu rekli, neobsojajočimi barvami pobarval različne vrste potencialno neustreznih, če smem tako reči, ali pa vsaj nestandardnih jezikovnih konstrukcij, vezanih predvsem na slovenščino v Italiji. Loris bo na ta način poskušal skupaj pripeljati različne tehnologije, različne jezikovne izdelke, različna znanja, ki že obstajajo, ki so zelo bogata, poglobljena znanja o jezikovnem stiku med slovenščino in italijanščino, poglobljene raziskave o najpogostejših napakah oziroma neustreznem zapisovanju v slovenščini in podobnih rečeh in jih bo poskušal nekako pripeljati na eno mesto. In s tem nekako je Loris jezik na kliku v malem. Podobna kot je filozofija celotnega portala, da se ves čas nekako, da se ta naša znanja, do katerih poskušamo priti, vso to veliko delo, ki se nekako upravlja na Sloriju in na Centralnem uradu za slovenski jezik, da se to nekako čim preprosteje ponudi javnosti, da bo lahko do tega znanja nekako v izčiščeni obliki tudi dostopala. In Loris je v tem smislu torej jezik na klik v malem, ampak na svoj specifični način, da vsa ta znanja, bodisi filološka, bodisi tehnološka, bodisi sociolingvistična, kakršnakoli že, bo poskušal udejanjiti v izrazito neki tehnično usmerjeni aplikaciji. In nekako moja osebna želja je tudi ta, da se ta antagonizem med digitalnostjo in filološkostjo, če smem tako reči, da se nekako premosti, da se nekako spozna, da je vso to znanje mogoče uporabiti tudi v povsem digitalni sferi, samo zato, da bi lahko uporabniki dobili kakšno koristno informacijo o zapisovanju. Loris nas bo torej opozarjal na potencialno neustrezne konstrukcije, bodisi pravopisne, bodisi slovnične, seveda pa je glavni, recimo, vključena so tudi zemljepisna imena, torej za vse uporabnike, ki mogoče ne bi vedeli, da obstajajo tudi slovenske različice določenih toponimov v italijanščini oziroma v Italiji. In pri tem je predvsem dobrohoten. Seveda pa je velik poudarek na širokem in poglobljenem znanju, ki se je nekako pridobilo v tem času, o specifičnosti jezikovnega stika, se pravi, kako je torej italijanščina vplivala na slovenščino, in seveda Loris bo poskušal čim več takih konstrukcij, ki morda v standardni slovenščini niso prisotna ali pa niso prepoznana, in tovrstne konstrukcije bo nekako Loris poskušal identificirati in jih na uporabniku čim bolj prijazen način tudi predstaviti, razložiti, zakaj je določena stvar morda nerazumljiva ali neustrezna, hkrati pa bo svojo medbesedilnostjo, se pravi vpetostjo v digitalno okolje, tudi usmerjal uporabnika do drugih virov, kjer so določene informacije o tem prisotne. Znanja in izdelkov je, kot rečeno, ogromno. Loris pa bo poskušal nekako usmerjati uporabnika, da bo lahko prišel do tega znanja na enem mestu in se bo lahko tam poučil, zakaj pri določenem jezikovnem problemu gre, ali pa se tega ne bo poučil. To je povsem v domeni uporabnika, ali pa bo zadovoljen z informacijo, ki jo nudi Loris, ali pa seveda tudi ne. Se pravi, nekako tak povsem dobrohoten jezikovni svetovalec bo Loris, ki, kot rečeno, prihaja konec avgusta. Najlepša hvala, Laura, za besedo. Hvala tebi,
Damjan. Tako smo pravzaprav preleteli vse vsebine, ki jih ponuja portal Jezik na klik. Zdaj bi prosila še Matejko Grgič, Slorjevo jezikoslovko in prevajalko, da nam poda še nekaj sklepnih misli o portalu. Najlepša hvala, Laura, in lep pozdrav vsem udeležencem in udeleženkam. Ja, sklepne misli, se pravi, zakaj pravzaprav in čemu pravzaprav potrebujemo nekaj takega, kot je naš spletni portal Jezik na klik. V bistvu gre za precej kompleksno dinamiko. Nobena skupnost, predvsem pa ne nobena manjša, manjšinska, jezikovno izpostavljena skupnost se ne more jezikovno razvijati in posledično seveda tudi ne ohranjati, če nima neke svoje jezikovne politike. In jezikovna politika zveni zelo učeno, ampak dejansko pomeni to, da podpiramo načrtovanja, izdelavo in potem tudi implementacijo, rabo novih jezikovnih virov. Danes so jezikovni viri in tudi vsi drugi viri, do katerih dostopamo, viri informacij, izjemno pomembni. So pa drugačni, kot so bili v preteklosti. Zdaj, izdelava nekih tiskanih slovarjev, mogoče bo kdo rekel, zakaj pa niste enostavno izdelali neke knjige, nekega slovarja, ki bi ga imeli potem ljudje na pisalni mizi. Zato, ker za knjižno izdajo rabiš 20 let dela, ekipo 20 ljudi, in ko ta stvar izide, je še tisti dan zastarela. Jezik se zelo hitro spreminja, življenje okoli nas se zelo hitro spreminja. Naš odnos do jezika se spreminja. Spreminja se skupnost govorcev, spreminjajo se naše navade, spreminjajo se potrebe jezikovne skupnosti, tudi manjšinske. In kot sem že rekla, spreminja se, kar smo tudi videli v zadnjem letu, v zadnjih 2 letih, spreminja se življenje. Zdaj, dostopanje do takih kakovostnih virov, naravnih seveda in tudi spletnih, je eden od temeljev nove nastajajoče družbe in vsi si želimo, da bi bila ta družba čim bolj razvita, seveda v pravo smer, tako bom rekla, demokratična družba, svobodna družba. Zato morajo biti viri, do katerih dostopamo, viri naših informacij, tudi hitro dostopni, preprosti, stalno posodobljeni, relevantni in pa odprti za širšo skupnost. In ko predstavljamo neko tako spletišče, moramo vedeti, da za razliko od knjige, recimo od slovarja v knjižni obliki, ne predstavljamo nekega zaključenega projekta. Mi predstavljamo v bistvu danes začetek nečesa. Nečesa, kar bo raslo, kar se bo razvijalo, kar se bo stalno spreminjalo, kot smo slišali od kolegic in kolegov, kar se bo dopolnjevalo tudi z vašo pomočjo. Se pravi, s pomočjo jezikovne skupnosti, kot temu pravimo. Zaenkrat nas lahko prek spletišča, to smo tudi videli prej, nas lahko kontaktirate, nam lahko napišete svoje pripombe, ideje, zamisli. V prihodnje pa bomo razmišljali tudi o nekih novih oblikah mogoče takega aktivnega sodelovanja čim širšega kroga govork in govorcev. Namen tega spletišča in vseh drugih sodobnih spletišč ni ljudem reči, to je prav, to je narobe, to se sme, to se ne sme. Jezik danes uporabljamo v zelo raznolikih okoliščinah. Zato pravzaprav govorimo o tem, da slovenščina, tako kot italijanščina, nemščina, angleščina in katerikoli drug jezik, ni ena. Slovenščin je več. Zdaj, ta portal je specifično namenjen uporabi slovenščine v javni upravi, v javnih okoliščinah, takrat, ko nastopamo v nekih javnih kontekstih. Zaradi tega se fokusira pač na določene rabe, kar pa seveda ne pomeni, da so te rabe edine prave, edine pravilne, mogoče celo v kakem drugem kontekstu, zakaj pa ne izpadajo smešne. Namen takih portalov je danes predvsem opolnomočiti ljudi, zato da potem sami izbirajo, da imajo čim več relevantnih informacij, da imajo nek vir, na katerega se lahko zanesejo in potem sami izbirajo, katere jezikovne rabe bodo uporabili, katere prakse, katere strukture bodo uporabili v nekih okoliščinah, v drugih pa ne. Tako da v bistvu postavili smo nek manjši kamenček
v mozaik ukrepov, ki so potrebni, da tudi na območju naselitve slovenske skupnosti v Italiji zagotovimo razvoj slovenskega jezika v neki raznoliki, pluralni in pa seveda svobodni družbi. In zato bi se najlepše spet še enkrat zahvalila vsem kolegom in kolegicam, ki so pri tem sodelovali, Centralnemu uradu za slovenski jezik, Sloriju in vsem ostalim širši ekipi, ki nam je pri tem pomagala, predvsem pa seveda kolegu Damjanu Popiču, ki je ogromno truda, ogromno energije in znanja vložil v ta projekt. Hvala Matejka. Za konec bi se tudi sama rada zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku Jezika na klik in tukaj nas vidite prikazane. Prav posebej bi omenila našo kolegico Andrejo Brus, ki je zelo zaslužna tudi za prvo zasnovo portala. Zahvaljujem se torej celi ekipi Centralnega urada in Slorja za vse opravljeno delo in vzpostavljeno sodelovanje. In seveda zahvaljujem se Eriki Hrovatin in Devanu Jagodicu, ki sta vselej podpirala vse naše projekte in ambiciozne zamisli. S tem smo zaključili uradni del predstavitve. Zdaj bi vas, udeležence tega dogodka, povabila, da prosite za besedo, postavite kakšno vprašanje ali podate svoj komentar k novemu portalu. To bi nas vse zelo veselilo. Kdo se javi? Se lahko jaz oglasim? Izvolite. Torej, lepo pozdravljeni, jaz sem Boris Kern, Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu in seveda vsem sodelujočim pri nastajanju portala Jezik na klik iskreno čestitam, tudi v imenu Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Kot vidim, gre za zelo uporaben portal, ki bo pomoč marsikomu, mislim, da tudi širše, ne samo morda za tisto, kar ste si prvotno zamislili, in mislim, da lahko brez dvoma rečem, da je to velika pridobitev za slovenščino. Skratka, še enkrat čestitam vsem in seveda želim uspešen razvoj projekta tudi v prihodnje. Hvala, res iskrena hvala. Še kdo? Ja, dober dan vsem, sem Michele Crosato, Aries, Trgovinska zbornica Julijske krajine oziroma Trst Gorica. Iskrene čestitke in najlepša hvala. In ne govorim samo kot oseba, ki sodeluje in deluje recimo v inštituciji, ampak tudi osebno, ker to je izjemno bogatstvo, ki zdaj je na razpolagi. In mislim na svojo družino, mislim na ženo, mislim na otroke in to je res nekaj neverjetnega. To je, ko bi rekel, skupna dediščina, ki je res enkratna. Ne bom rekel nič več. Sem prav zadovoljen, da je sistem, ne glede, tudi če je bil res neznaten moj prispevek, ampak če je ta sistem prišel do tega izida. Super, najlepša hvala. Hvala, Michele, in za vse, ki ga ne poznajo, bi povedala, da Michele ni rojeni govorec slovenščine, ampak je njegovo znanje slovenščine res pohvalno, tako da je tudi odličen primer tega, kaj vse lahko skupna prizadevanja doprinesejo. Hvala, Michele. Hvala tebi, troppo buona. Še kdo? Dober dan, lahko. Izvoli. Dober dan, lepo pozdravljeni. Jaz vas pozdravljam v imenu Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Namreč predsednica Ksenija Dobrila me je prosila, naj vam prinesem njene posebne pozdrave. Danes je žal ni zraven, kajti je vsa dejavnost, predvsem na jezikovnem področju, tako Centralnega urada kot Slovenskega raziskovalnega inštituta zelo pri srcu. Namreč
Centralni urad se je rodil med njenim predsedovanjem paritetnega odbora, tako da je ta njena navezanost na vaše delo še posebej in mislim, je zelo pri srcu. Naj še v osebnem imenu in seveda v imenu krovne organizacije tudi zares naj pohvalim ta inštrument, ki ga dajete od danes na razpolago, seveda ne samo zaposlenim v javnih upravah, ampak predvsem pa tudi ostalim uporabnikom. In mislim, da vse besede, ki so bile izrečene danes, so zelo dragocene v smislu prav spremljanja naše narodne skupnosti v sprejemanje jezikovne politike, med drugim to, kar je tudi meni izjemno pri srcu, na tak zelo, zelo soft način, bi se reklo. Mi smo bili verjetno odvedno traumatizirani še od učiteljic, tovarišic na osnovni šoli in z rdečim pisalom, tako da slovenščina je nekaj res resnega, ampak kot je povedala Matejka Grgič, kot je povedal Damjan Popič, verjetno je uporaba jezika nekaj drugega, s čimer živimo, in ravno ta usmerjenost me navdaja zares z enim velikim veseljem in ga hvalim. Mislim med drugim tudi, da vso to delo, ki je bilo opravljeno na tem področju, je tudi ena dobra, izjemna popotnica v širjenje tudi programiranja jezikovne politike narodne skupnosti, ne samo seveda, kar se tiče javnih uprav, ampak tudi drugih sredin civilne družbe, društev. Mislim, da bomo o tem lahko spregovorili na deželni konferenci jeseni in upam, da bi znali potem skupaj z vašim sodelovanjem z vami in tudi na podlagi tega, kar je že nastalo, usmerjati tudi uporabnike jezika na drugih področjih v eno sprejemanje standardne politike, ne samo seveda jezikovnega poslovanja, ampak tudi predvsem pa načrtovanja tudi govornih položajev, ki so pa še kako dragoceni, če pomislimo na šolsko področje, ampak ne nazadnje tudi na vzgojno-izobraževalne storitve naše skupnosti in tako dalje, tako dalje. Jaz se vam še enkrat zelo lepo zahvalim, vam pošiljam torej še enkrat pozdrave iz KGZ-ja in vam želim še nadaljnjo izjemno delo. Se bom seveda tudi sam posluževal vseh inštrumentov, nekatere sem odkril danes na novo in mi bodo pa še kako v pomoč in tudi verjetno tudi mojim sodelavcem. Najlepša hvala in lep pozdrav. Hvala Martin za spodbudne in prisrčne misli. Tudi mi vračamo zahvalo in pozdrave predsednici Dobrila in vsem vam na SKGZ-ju in tudi vsi mi močno verjamemo v oblikovanje neke skupne jezikovne politike za naš prostor, tako da verjamemo, da bomo lahko o tem še veliko dela skupaj zagnali in prepričana sem, da bo tudi iz tega veliko išlo. Hvala. Kaj lahko tudi jaz pozdravim v imenu SSO-ja. Seveda. Čestitke, seveda, jaz ne bi rad ponavljal vse tisto, kar je bilo že povedano, ker bi potem bilo nezanimivo. Vsekako potrjujem vse tisto, kar je bilo povedano strani prejšnjih govorcev, zares izjemno delo. Čestitke v imenu SSO-ja, seveda tudi predsednika Valterja Bandlja. Jaz bi želel podčrtati tudi to zelo pomembno zadevo, da je v tak pomemben projekt jezikovne politike naše narodne skupnosti, ki živi tukaj v Furlaniji Julijski krajini, vstopila sama dežela Furlanija Julijska krajina. Se mi zdi to zelo pomembno, da si tudi javne ustanove prevzemajo odgovornost za jezikovne skupnosti, ki živijo na tem teritoriju, in mislim, da je to zelo dobra popotnica za prihodnost in seveda tudi nas zelo veseli, da pri tem, da nastaja in se razvija tudi sodelovanje s pokrajino Bozen, kjer imajo to jezikovno politiko tudi precej razvito. In mislim, da če se dve taki pomembni ustanovi, kot sta dežela Furlanija Julijska krajina in pokrajina Bozen, za to zavzemata, je potem ena skupna dodana vrednost tudi za celotni državni prostor, ki vemo,
ga naseljuje kar 12 priznanih manjšin na podlagi zakona 482. Tako da mislim, da je to zelo, zelo dobra popotnica in mislim, da bo tudi v tem smislu, upam, da bo ta spletni portal nosil to sporočilo tudi sodelovanja med manjšinami. Tako, še enkrat čestitke v imenu SSO-ja in v mojem osebnem imenu in dobro delo še naprej. Najlepša hvala, Julijan. Tudi mi v celoti delimo izraženo mnenje glede odnosa do jezikovnih skupnosti in se zahvaljujemo tebi in Svetu slovenskih organizacij za čestitke. Na splošno bi si upala trditi, da smo v teh letih, odkar obstaja Slovenski centralni urad, opazili, da je zanimanje tudi na deželni ravni do jezikovnih skupnosti, do slovenske narodne manjšine se povečalo, da tudi tukaj v okviru deželne uprave je poznavanje našega urada v zadnjih letih zabeležilo velik preskok in napredek in mislim, da smo tako prispevali tudi k večji dvojezičnosti in k prepoznavanju, torej prepoznavnosti tega našega prostora in skupne manjšine. Še kdo? Ne. Nihče drug ne želi spregovoriti? Ne bom vas preganjala, tudi ker smo si tako zastavili, da bi trajalo največ 1 uro vse skupaj, tako da, če se nihče drug ne javi, bi se torej še enkrat vsem zahvalila za udeležbo in izkazano zanimanje. Želim torej vsem nam veliko uspeha s portalom Jezik na klik in pričakujemo torej tudi vaše povratne informacije z njim, v zvezi, pa predloge, komentarje, upam, da ga boste čim bolj uporabljali. Hvala. Hvala, lep pozdrav. Hvala. Hvala vam, nasvidenje, čestitam, živijo. Hvala in lep pozdrav. Hvala in nasvidenje. Hvala lepa in pozdrave. Hvala vsem. Hvala, čestitam. Lep pozdrav vsem.